Dober dan in lepo pozdravljeni na današnji izjavi za javnost, namenjeni aktualnemu dogajanju na trgu naftnih energentov, derivatov in ukrepom vlade za zaščito potrošnikov. Z nami sta minister za okolje, podnebje in energijo, magister Bojan Kumer, in minister za finance Klemen Boštjančič, ki bosta predstavila trenutno stanje ter nadaljnje korake vlade. Najprej besedo predajam ministru Kumru, nato pa bo sledil še minister Boštjančič, seveda potem sledijo tudi vprašanja novinarska. Izvolite, gospod Kumer. Hvala, Tina. Lep pozdrav vsem. Konflikt na Bližnjem vzhodu se ne umirja in posledično cena nafte v zadnjih dnevih že presega tudi $100 na sodček, kar se konec koncev tudi odraža na evropskih trgih. V ponedeljek bo redna dvotedenska prilagoditev maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji, ki temelji na povprečju tržnih cen v preteklih 2 tednih. Gre za ustaljen mehanizem v Sloveniji, ki zagotavlja na eni strani zelo veliko predvidljivost in stabilnost za potrošnike, kar danes želimo v javnosti tudi obvestiti vnaprej, da glede na trenutne razmere pričakujemo določeno povišanje cen tako dizla kot posledično tudi kurilnega olja. S tem želimo prebivalke in prebivalce pravočasno in odgovorno seznaniti z razmerami, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje. Ob tem pa je seveda tudi ključno poudariti, da vlada zelo aktivno ukrepa za zaščito prebivalcev pred večjimi cenovnimi šoki. Trošarina bo znižana na najnižjo možno raven, hkrati pa bomo z začasnimi in izrednim ukrepom omilili tudi vpliv CO2 dajatve. Na ta način bomo v največji možni meri ublažili vpliv globalnih podražitev na končne cene. Kljub neugodnim razmeram na svetovnih trgih bo zaradi ukrepov vlade podražitev bistveno nižja, kot bi bila drugače brez ukrepov vlade. Upoštevajoč trenutno tržno ceno ocenjujemo, da lahko v ponedeljek tudi ob maksimalni intervenciji vlade prebivalke in prebivalci pričakujejo dvig v višini okrog 12 centov na liter dizla. Država bo seveda z umikom dajatev oblažila ta dvig dizla v višini dodatnih 12 centov na liter. Verjetnost, da bo v teh zaostrenih razmerah povpraševanje ostalo povečano, je seveda tudi velika in visoka. Zato pričakujem in pozivam naftne trgovce, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo nemoteno in zadostno oskrbo z gorivi na bencinskih servisih po vsej državi. Razlog za skrbnost seveda ostaja še naprej. Razloga za paniko pa ni. Naloga države v takih razmerah ni, da ustvarja lažen občutek varnosti, ampak da ravna odgovorno, pravočasno in iskreno. To tudi počnemo. Vlada dela vse, kar je v njeni moči, da zaščiti ljudi pred najtežjimi posledicami razmer na mednarodnih trgih in zagotovi stabilno, predvidljivo in transparentno oskrbo. Hkrati pa seveda velja, da noben ukrep ni tako močan, kot je močna skupnost, ki ostane mirna, povezana in solidarna. Zato je v tem trenutku pomembno dvoje, da ljudje vnaprej dovolj dolgo vedo, da država ukrepa, da maksimalno ukrepa in da drug pri drugemu ne krepimo strahu, ampak predvsem zaupanje. Najlepša hvala, zdaj pa minister Boštjančič, izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav še z moje strani. Kot je kolega Kumer že povedal, vlada ves čas spremlja razmere in dogajanje na svetovnih trgih in je aktivna. Želimo biti transparentni in pravočasno obveščati javnost o naših načrtih in dogajanju. Kot veste, se je običajno, mi imamo 14-dnevni model spremembe cen, ki bazira na kotacijah v prejšnjih 14 dneh. To se bo zgodilo naslednji torek, naslednja sprememba oziroma v polnoči iz ponedeljka na torek in vedno se je začel tudi špekulirati o cenah tam nekje v petek pa v soboto. Odločitev vlade je bila potem vedno sprejeta v ponedeljek. Torej ta današnja tiskovna konferenca je namenjena ravno temu, da te špekulacije znižamo in da danes, če upoštevamo še današnji dan, je to 6 dni do
torka do spremembe cen, da na nek način ljudem vnaprej povemo, kaj se bo zgodilo in da tudi preprečimo paniko in da dvigi ne bodo taki, kot bi tisti izračuni, ki običajno pridejo v javnost v petkih bili. Namreč te izračuni, če ne bi država nič naredila, bi bili tej seveda povešanje bistveno večje, kot dejansko bo. Torej, kar lahko naredimo kot vlada in smo to že storili prejšnji teden, torej pri prejšnji spremembi je, da posežemo povsod tam, kjer lahko. Odločili smo se, da maksimalno porežemo vse tiste dajatve, ki jih lahko do mej, ki so nam na voljo. Namreč, kot veste, smo pri tem omejeni s predpisi EU, ki predpisuje minimalne dajatve. Največji cenovni skok se pričakuje pri dizlu in kurilnemu olju, zato bo tukaj poseg države največji, maksimalen, ker gremo res na minimum po EU direktivi in zakonu o trošarinah. Tudi ko bomo to storili, se bodo v ponedeljek v polnoči, oziroma ponedeljka na torek, cene dvignile, ampak kot rečeno, ta dvig ne bo takšen, kot so ga bile deležne že številne druge države v soseščini do sedaj. Konkretno, končno kalkulacijo bomo sicer imeli v ponedeljek, ampak ta trenutek kaže, da se bodo cene dvignile za okoli 12 centov pri benzinu in kurilnem pri dizlu in kurilnem olju, pri benzinu pa verjetno, mislim skoraj sigurno, nekoliko manj kot 12 centov. Za to obvestilo že danes smo se odločili, kot rečeno, da preprečimo špekulacije o tem, kaj nas čaka v ponedeljek ob polnoči in da imajo državljani torej teh 6 dni časa, da vedo, kakšne cene nas čakajo prihodnji teden. Kar se tiče zalog, veste, da so trgovci javno komunicirali, da imajo zalog dovolj, da pa imajo težave z logistiko. Pomoč s sprostitvijo državnih rezerv so zaenkrat zavrnili. Tukaj naj posebej omenim, da sicer nisem jaz tisti, ki sem v to vključen, ampak predvsem kolega Kumer pa kolega Han, ampak po podatkih, kot jih imam, so dejansko je povpraševanje enormno večje, tako da v tem kontekstu seveda tudi lahko razumemo določene logistične težave, ki jih imajo naftni trgovci in predvsem bi se javno zahvalil predvsem največji naftni družbi Petrolu, ki po podatkih, ki jih imamo, res dela vse, da zagotavlja naftne derivate. Se pa treba zavedati, da seveda določeni bencinski servisi, predvsem ob mejah, so majhni, imajo majhne rezervarje in seveda, če pride en kupec, ki seveda natoči ogromno količino, govorim predvsem o kurilnem olju, ker tam so količine največje, je seveda logistične poti, ne vem, iz Kopra do meje so pa zelo dolge, tako da v tem kontekstu seveda tudi razumevanje do naftnih družb in predvsem računam na neko razumskost državljanov, da ne bodo izkoriščali, pa seveda, da bo potem samo nekaj ljudi natankali neke ogromne količine, drugi bodo pa potem čakali na naslednjo cisterno. Ko gre za omejevanje tujih državljanov, te prizore gledamo v zadnjih dni, kot veste, je izrazito povečano promet ali pa tankanje, predvsem ob italijanski in avstrijski meji, kjer so cene v njihovih državah, torej v Italiji in Avstriji, tako visoke, da ljudje množično prihajajo k nam. Naj povem, da seveda omejitve ali pa prepovedi tankanja goriv tujim državljanom ni mogoče izpeljati. Ne moramo namreč omejiti samo ene skupine, ampak bi morali to storiti za vse državljane, namreč to je osnovna evropska pravila so taka, česar pa nismo hoteli storiti, ker je to obdobje dela v kmetijstvu in bi s tem, če bi to naredili, predvsem prizadeli kmetijstvo. Je pa FURS zelo aktiven in je v zadnjih dneh upravil več ukrepov. Eden je, da je opozoril uradno sosednje države, da poostrijo nadzor pri vnosu goriva iz Slovenije v njihove države. Namreč omejitve pri izvozu ali pa izhodu iz Slovenije ni, razen tiste, ki so vezane na prevoz nevarnega blaga, so pa omejitve pri vnosu v državo, recimo 10 litrov
poleg rezervarja, ki je v avtu, in glede tega smo, oziroma ne mi, FURS opozoril tuje države, da povečajo kontrolo njihovih državljanov pa vozil pri vhodu v te države. Druga aktivnost, ki je FURS upravil, je, da je poslal dopis vsem pošiljateljem nevarnega blaga, vezano na prodajo blaga v prenosne posode, in jih izrecno opozoril na njihove dolžnosti po 12. členu ZPNB. To je določilo, pod katerimi pogoji lahko pošiljatelj blaga, v konkretnem primeru gre za bencinski servis, da nevarno blago v promet. In tretja stvar, ki jo je FURS naredil, tisti, ki ste bili ob mejah, ste to tudi opazili, izrazito je povečal število prisotnih inšpektorov na tujih mejah, pravzaprav na vseh, na bencinskih servisih z Italijo in Avstrijo na teh mejah se redno preverja nadzore nad točenjem goriva, s poudarkom na točenju goriva v prenosne posode za goriva. Seveda je zaznan veliko povečanje prometa, točenja goriva italijanskih in avstrijskih državljanov, ampak do zdaj le v rezervarje vozila. FURS zaenkrat ni opazil, da bi ti državljani točili goriva v prenosne posode za gorivo, torej med samo kontrolo tega zaenkrat ni bilo zaznano, bo pa FURS s temi ukrepi aktivno nadaljeval tudi v prihodnjih dneh. Pokomentiral bi še par drugih stvari. Kot veste, so ta trenutek cene tudi na Hrvaškem višje kot goriv kot v Sloveniji. Hrvaška ima podoben 14-dnevni model cen kot Slovenija. Na podoben način se tam stvari določa cena in tudi pri njih bo naslednja sprememba cen v torek. Na isti dan imajo spremembo kot v Sloveniji. Jaz seveda ne moram in ne želim napovedovati, kaj se bo na Hrvaškem zgodilo. Povedala sva pa s kolegom Kumrom za Slovenijo. Naj pri tem komentiram še to, da se je v teh kriznih razmerah izkazalo, da model določanja cen, kot ga ima Slovenija, torej reguliranje cen tudi zaslužkov trgovcev, se je izkazalo kot pravi ukrep. Verjetno veste, da je Hrvaška nazaj uvedla regulacijo marž trgovcev. O določenih ukrepih pa razmišljajo tudi druge države. Ravno danes smo dobili depešo iz Nemčije, namreč, da se je sestala nemška vlada, ki seveda opaža te kritične razmere v Nemčiji, podobno je tudi v Avstriji, torej izjemne rasti cen naftnih derivatov na njihovih servisih. In ta depeša, ki smo jo dobili, govori o tem, da ta ključni politični sklep tudi v Nemčiji je, da je treba okrepiti nadzor nad oblikovanjem cen, razširiti pristojnosti kartelnega organa in uvesti strožjo obveznost dokazovanja upravičenosti podražitev strani naftnih derivatov. Skratka, torej tudi v teh državah, kjer regulacije cen nimajo in so zato ta trenutek cene bistveno više kot v Sloveniji, se vlade ukvarjajo s tem, kako te izjemne razmere nasloviti. Torej, da zaključim, če bodo kakršnakoli vprašanja, sva s kolegom Kumrom na voljo. Ključno pa je, da ne želimo, da se ustvarja panika, ker za to ni nobene potrebe in še enkrat zelo na glas, goriva v Sloveniji je dovolj. Blagovne rezerve, ki sploh niso še sproščene, ker so naftni trgovci zaenkrat nas obvestili, da ne potrebujejo blagovnih rezerv, Sloveniji zadoščajo za več kot 100 dni. In glede tega je spet ena prednost Slovenije v razliki za marsikakšno državo. Mi imamo velike, obsežne naftne rezerve, večje kot večina drugih držav in tudi zelo pomembno, te naftne rezerve so fizično v Sloveniji. Določene države imajo namreč svoje naftne rezerve v drugih državah ali pa celo v obliki nekih finančnih kuponov. In seveda, ko se zgodi kriza, je potem vprašanje, a ti dejansko do teh rezerv lahko prideš. V Sloveniji so naftne rezerve pri nas in ne bo prišlo do kakršnih težav za pomanjkanjem, razen seveda tistega, kar se že zdaj občasno dogaja, to so pa težave povezane z logistiko oziroma
dovolj hitro dostavo s cisternami na posamezne bencinske črpalke. Najlepša hvala. Kakšno vprašanje? Izvolite. Sam, če se predstavite, prosim. Rebeka Tomadus, Pop TV. Na to, kar ste povedali, me zanima, ne, kmetje in pa Kmetijsko-gozdarska zbornica sicer še vedno opozarjajo, da zaloge niso dovoljšne, tudi nekatere črpalke so še vedno zaprte oziroma pač je omejena količina goriva. Kakšna je rešitev za te ljudi oziroma za, recimo, omenili ste, ne, te manjše obmejne črpalke na splošno nekateri kraji, kjer je do naslednje črpalke zelo daleč? Ja, tudi do nas so že prišle tudi informacije, da imajo nekateri bencinski servisi manjše zaloge oziroma manjše rezervoarje in so seveda bolj izpostavljeni enkratnim povečanim praznjenjem oziroma v tem primeru tankanjem. Kar je namen naju dveh je, da vendarle vnaprej 6 dni sporočamo, seveda, da gre za dvig, ampak ne gre pa za tako enorm dvig. In vlada je tle res naredila maksimalno, ki je posegla v svoje dajatve, tako trošarino in tudi CO2 takso, ki bo na nič. Verjamemo v to, da bo 6 dni dovolj časa, da vsi pridemo do goriva, ker na drugi strani goriva je dovolj. To občasno na kakšni lokaciji, na bolj oddaljenih izpostavljenih bencinskih servisih, ki je v preteklosti dogajalo, je pa izrazito, tako kot je pred 2 dnevoma tudi naftna družba komunicirala, gre zaradi te logistike. In tako kot je minister Boštjančič prej povedal, zaradi večjih razdalj in pa tudi bolj pogostim potrebnim polnjenjem teh rezervoarjev. Ne omenim še to, da so naftni trgovci že tudi komunicirali, da kadar je kartonček, da se ne sme več polniti na posamezni ročki, da noter so še kakšni litri še vedno prisotni, ampak zaradi standardov, zaradi pravil, ki jih imamo, je tista nafta potem sporna oziroma je že presežen standard, pod katerim se lahko toči. Tako da ne držijo informacije, da ko je kartonček označba, da je zmanjkalo na posamezni ročki, da je to narejeno zaradi tega, ker trgovec noče več prodati, ampak enostavno je prišlo pod minimum. To ne pomeni, da ni več nobenega litra, ampak tisti litri niso več po standardu in jaz vendarle apeliram, da nismo takšni in da bi se posegli po teh nedovoljenih praksah. Samo še to bo v teh razmerah to postalo običajna praksa, da se toliko prej napove, kakšen bo dvig cen? Ja, jaz mislim, da ja. Mi smo se, moram reči, zadnje dni intenzivno seveda ukvarjamo z cenami, ministrstva komuniciramo med sabo, tukaj bi se omenil še Ministrstvo za gospodarstvo, ki jih danes zaradi drugih obveznosti žal ni zraven in pravzaprav več opcij je bilo na mizi. Tudi ena opcija, ki je bila, ki lahko povem, o kateri smo se pogovarjali, je glede na to, da se temu dvigu, kot sem rekel, v torek za približno 12 centov ne moremo izogniti, tudi če porežemo vse dajatve in gremo s trošarino na minimum, da bi v naslednjih dneh vsak dan približno za 2 centa dvignili ceno in bi s tem v resnici postopno to naredili. To bi lahko naredili izključno na ta način, da bi začasno, ker pri nas velja sistem dvotedenskih modelskih cen. Torej, potem bi mogli mi v tem času, v teh parih dneh, začasno dvigati ali trošarino ali maržo trgovcev. Ampak oba ta dva ukrepa sta lahko tudi sporna, ker gre za vprašanje retroaktivnosti veljave obstoječih ukrepov. Tako da na nek način smo se s tem tudi igrali, pa da bi na ta način torej postopno vsak dan, ampak zelo verjetno bi pa s tem večji naval naredili na prvi dan, pa na drugi dan, tako da zaradi tega smo potem na koncu rekli, da je najbolj transparentno, da čim prej ljudi obvestimo. Pa na nek način si seveda želim tudi to, da so ljudje zmerni. Namreč dejstvo je, da podatke, ki jih imamo, ne jih pa seveda Petrol komunicira, na določenih servisih ali območjih gre za nekaj 100% povečanje
odvzema in v veliki meri to narejeno tudi zaradi tega, ker si določeni kupci delajo velike zaloge in seveda potem prihaja tudi do slabe volje. Jaz si to seveda lahko predstavljam, da nekdo, ko stoji v vrsti, nekdo pred tabo pa natanka v rezervoar nekaj tisoč litrov kurilnega olja, potem pa ostaneš, seveda prihaja do težav. Tako da v tem kontekstu seveda imajo tudi naftni trgovci določene možne ukrepe. Namreč naftni trgovci lahko omejujejo odvzem goriva ali na vozilo ali dodatno prepoved točenja v določene posode nad določenimi litri. Zaenkrat se tega niso poslužili, tako da jaz to tudi pozdravljam. Je pa dejstvo, da verjamem, da ravno to, če dovolj zgodaj komuniciramo, bo preprečilo, da se kaj takega ni potrebno na koncu koncev trgovcem poslužiti. Tako je. Če ni več vprašanj, hvala lepa. Lahko pa povem, da sta že na vseh naslovnicah, pri čemer prihaja do naslova občutna podražitev goriv. Upam, da so poslušali tudi nadaljevanje vajinih pojasnil. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala lepa. Hvala lepa.